Zdi se neverjetno, a je resnično. Ob današnjem neprestanem hitenju, ob vsakdanjih problemih, iskanju smisla in življenjskih dilemah, med nami živijo ljudje, ki zavračajo takšen način življenja. Živijo skromno, se ne ozirajo na mnenje drugih, služijo le Bogu in ljudem, ter namesto modnih oblačil raje ponosno oblečejo habit. V samostanu vladajo popolnoma drugačna pravila kot na ulici ali pri vas doma. Vstop v svet minoritskega samostana na Ptuju, kjer danes domuje le še 6 menihov, ali bolje patrov, predstavljajo težka lesena vrata, ki pa čez dan niso zaprta. Pravzaprav lahko že 15 minut čez 5. uro zjutraj, ko se v samostanu življenje prične, vstopi kdorkoli. Patri Milan, Matej, Tarzici, Vito, Janez in Jože še pred zajtrkom v svojem značilnem črnem oblačilu z vrvjo okoli pasu, zbrani v cerkvi pred oltarjem, umirjeno začenjajo dan z molitvijo. Predstojnik samostana gvardijan pater Milan Kos že ob 7. uri zjutraj vodi verouk. Razigranih otrok ni malo, jutranja verska ura pred šolo pa jih ne moti. Ob 8. uri patri zajtrkujejo. Pravijo, da prostega časa nimajo veliko. Odlično. Časih več, časih manj. Danes je predvsem napeto. Imamo dosti obveznosti. Tu in tam spregovorijo o svojih doživetjih, o planih in o otrokih pri verouku, ki v primerjavi s šolo tudi tukaj niso mirni, a večino časa le premišljujejo v tišini. Ste mi kome danes malo umiril. Tako kot v večini služb je tudi v samostanu na vrsti sestanek, pred njim je potrebno le zmoliti. Sestanek vodi gvardijan pater Milan, ki razkrije plane, razdeli delo in se posvetuje z brati. Sveti Peter in Pavel, prosite za nas, Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Tako, začenjamo novi teden, lepo pozdravljene. In bomo videli, kaj je v tem tednu pred nami. Sicer, če pogledamo jutrišnji dan, v torek, je popoldne objavljena zbirca, se pravi, da gremo po župnije zbirati pšenico, druge poljske pridelke za zimo. Ljudi je treba povabiti tudi na odstranjevanje parketa v delu samostana, ki so ga pred časom pridobili nazaj, se pripraviti na sobotni koncert in določiti nekoga, da bo odšel na sestanek. Župnika sodelavca, patra Jožeta, pa že čaka jutranja obveznost. Pogosto oziroma redno obiskujem ostarele, bolnike, onemogle. In tako bom tudi sedaj bomo obiskali dom tukaj ostarele, ki so dom, kako imenujemo, Marijin dom. Pater Jože je duhovnik že 35 let, v samostanu pa je 9 let. Že od malih nog je čutil, da mora početi nekaj dobrega, pomagati ljudem. Ptujski samostan za minorite sem zvedel, ko sem bral od Meška tisto pač delo, dramo, Kuga, in tam omenja tudi minoritski samostan na Ptuju. In tukaj sem se potem prijavil posredovanju tudi pač slučajno enega našega patra. In tako sem postopil. Ampak vstopil pa sem v samostan z 19 leti, nisem šel potem prej. Jaz sem prej bil doma na kmetiji. Kljub mnogim težavam in krizam je bil duhovnik vedno z veseljem. V
Vse posod, v vsakem poklicu, v vsakem stanu so razna nihanja, so težave, krize. Nikoli pa mi ni bilo žal tako, da bi potem, če tako resno gledam, sem z veseljem duhovnik. Tudi ljubezen do dekleta mu ni bila tuja. Ne more biti eden duhovnik z dušom in telesom, oziroma duhovnik res z veseljem, če ni nekdaj v otroških letih ali pa v mladih letih preživel to zaljubljenost, da potem ve, zakaj se gre. Kot duhovnik ne sme nekako podcenjevati to, ampak je odločitev. Nekoga Bog kliče v duhovništvo, v samski stan, drugega pa v družino. Preden je na vrsti njegov vsakodnevni postanek, moramo iz tabernaklja vzeti hostije. To so posvečene hostije. Verujemo, da je to Jezus navzoč. Tako se okrog 9. ure dopoldan napotimo v bližnji zasebni dom za ostarele. V starejši, slabše ohranjeni hiši pater vsako jutro opravi kratko mašo, saj gospe ne morejo same v cerkev. Duhovniki v Sloveniji nimajo urejenega kakšnega posebnega statusa in zato seveda ne prejemajo plače. Preživljajo se le z darovi vernikov. Ja, plačilo v tem smislu, da plače, mi nismo plačani, duhovniki nismo plačani, duhovniki se samo združujemo in redovniki tudi iz darov, ki jih dobimo od vernikov. En takšen dar je tisti dar, ki ga darujejo za sveto mašo. To je, nekateri to izenačijo za plačo, vendar nikoli cerkev tega ni nekako jemala kot plačo, ker trenutno nam manjka tudi takih darov za maše in ostanemo potem brez. Tako da nismo vezani, tako da v naši državi pač ta status duhovnikov ni urejen, da bi duhovnikom danes bilo zagotovljeno tudi to materialno stanje. Tudi v samostanu pride kdaj pa kdaj do prepirov, saj so vendar tudi oni ljudje in se glede na to, da živijo skupaj, morajo nekako sporazumeti. Ja, to je čisto normalno, če smo ljudje, se tudi zgodi kaj takega, ampak skušamo pač te stvari tako do take mere, oziroma tako, da kot pravi svetopismo, da sonce ne sme zaiti nad jezo, ampak moramo te stvari sproti poravnati. In je normalno, da pač skušamo čim bolj tako živeti, da drugega prenašamo. Mi smo tu vedno skupaj in se moramo prenašati oziroma si tudi sproti odpuščati, če je kaj potrebno, če kaj pride na skriž. Nekateri ljudje menijo, da patri v samostanu niso preveč aktivni, ter da čez dan večino časa le molijo. Ja, če si nekdo zamišlja življenje samostanu tak pač, da redovnik samo zjutraj stane, zmoli, potem ima svojo mašo, pa potem pa cel dan nič ne dela, potem tako življenje bi bilo dolgočasno. Ampak tisti, ki so pa nam bliže, pa vidijo, da smo vključeni v življenje mogoče mnogo bolj kot kdorkoli drugi. En moj kolega, ki je bil redovnik, pa je potem postal psihoterapevt, ko je se po letih vrnil, je rekel, nikoli nisem toliko delal kot takrat, ko sem bil samostanek, skoraj cel dan. Tisti, ki ima službo, pride domov in ima prosti čas. Pri nas je delovnik od zjutraj do večera. Zjutraj od 6. ure pa večer nekje do 10. ure smo neprestano tako ali drugače zaposleni. In tega življenja ne bi nikoli več zamenjali z Ne, nikoli. V tako velikem poslopju, kot je samostan, patri potrebujejo pomoč. Za vrt skrbi Rozika, brez da bi za to zahtevala kakršnokoli plačilo. Medtem ko zunaj skrbi za jesenska vrtna opravila, iz kuhinje že zadiši po kosilu. Zgovorna Betka v samostanu kuha, pere in lika že celih 16 let. Pravi, da je ta služba gotovo boljša od katerekoli druge. Med svetom zunaj samostana in tukajšnjim življenjem ni večje razlike. Ni neke. Jaz je ne čutim. Ne, mislim, jaz lahko grem ven,
Ni tu, da bi zdaj rekli, zdaj pa jaz moram tu notri biti, jaz grem vsak dan malo v mesto, če koga srečam tudi na kavico, ne. Tako da ni tiste strogosti, ali kako bi rekla, ne. Njena specialiteta je jabolčni zavitek, danes pa bo za patre skuhala rižoto. Pri hrani niso posebej izbirčni, radi pa jedo vse, kar je dobro. Karkoli je, pravzaprav ga ni, da bi rekel, to pa jaz ne jem. Tako da so zelo, mislim, zadovoljne. Eni sicer se malo držijo nazaj, malo manj jejo, tako da bi skoraj že mogla kjeremu tehtati, ampak jejo pa vse, karkoli dobijo. Razen, če se kjeri, razburja notri, to jih pa jaz ne vidim, ker jim tam skozi v jedilnico in jih ne čujem. Samostan skriva veliko zakladov. Vloga patra Milana je med drugim tudi vodenje turistov, ki si lahko ogledajo staro meniško jedilnico, knjižnico in cerkev. Ja. Nahajamo se v refektoriju ali samostanski obednici. Ta refektorij je bil narejen v času barokizacije samostana v letih 1681 do 1696. Leta 693 je te čudovite freske, ki jih vidimo na stropu, naredil redovni brat minoritis tega samostana Rupert Wallauer. Štukature so pa delo italijanskega mojstra, ki pa ni poznan. Patri imajo seveda tudi svoje hobije. Pater Milan recimo se rad ukvarja s športom. Veliko stvari rad počnem, seveda. Dostikrat se za njih najde čas, dostikrat pa tudi ne. Sedaj poletje, ko je več možnosti, takrat rad stopim na kolo, pa se zapeljem, mogoče okrog Ptujskega jezera ali pa Haloze med Griče in pa nazaj, kakšno urico, dve, popoldan. Ali pa, če se najde tudi cel dan, da grem s prijatelji kam v planine, tako malo potem se človek razbremeni vsakodnevnega dela, vseh skrbi, ki jih imam. V knjižnici v Zgornjih nadstropjih se skriva več kot 5000 teoloških, matematičnih, fizičnih, geografskih, psiholoških, filozofskih in pravnih knjig. Med dragocenejšimi sta knjiga nedeljskih beril s 23,5-karatnim zlatom ter faksimile Gutenbergovega svetega pisma. V naši knjižnici imamo kar nekaj dragocenosti, na katere smo lahko ponosni. Tako imamo tukaj pred seboj v vitrini predstavljen fragment Teodosijevega zakonika iz 9. stoletja. Potem je zelo pomembna knjiga Novi testament od Primoža Trubarja iz leta 1557. To je eden od 3 kompletov, ki še na svetu obstajajo. Vsi patri v samostanu imajo dokončano celo fakulteto. Tako, izobrazba patrov tukaj pri nas, vsi smo končali teološko fakulteto, se pravi, da smo diplomirali, da smo diplomirani teologi. In potem tudi, se pravi, sedaj, kot se je v zadnjem času tudi študij teologije delno spremenil, mlajši patri potem imajo še potem po diplomi še dodatni letnik specializacije, se pravi pastorale, delo na pastoralnem področju. Dotika ženske nikoli ne pogreša, saj je ljubezen, ki jo bi namenil njej, namenil Bogu. Mi nismo prikrajšani za telesno ljubezen, kakor navadno pač ljudje od zunaj gledajo, ampak se pravi, mi to ljubezen dajemo Bogu in zato redovnik, ki resnično želi živeti svoje redovniško življenje, išče to ljubezen, kot jo iščejo ljudje v zakonu v odnosu do Boga. Zato mi zjutraj zgodaj vstajamo, si vzamemo čas za molitev, potem tudi čas za meditacijo, premišljevanje in se pravi, to našo ljubezen nekako poskušamo takrat darovati Bogu. Pater Matej odhaja v fotokopirnico po note in na pošto. V meniški obleki rad stopi na ulico. Žal pogosto naleti na obsojajoče poglede. Je pa, kakor sem pač omenil, res, da je
da so pač pogledi malo tudi bolj izraziti, ne, gledajo te, ker je razlika, gotovo nisi vsak dan na cesti, ne, tako. Tudi Matej se veliko ukvarja s športom, igra nogomet in kolesari. Najdaljša tura od Ljubljane do Olimja. Koliko kilometrov? To je približno, koliko se meni zdi, je 70 km, 80. Drugače pa tudi lansko leto sem naredil eno večjo turo do Prekmurja pa nazaj, v Črenšovci. Samo to gre bolj za družbo, ne toliko, da gremo skupaj, navadi gremo z drugimi patri, za rekreacijo. Kot majhen otrok je hotel postati šofer, saj so se s tem ukvarjali tudi v njegovi družini. Mogoče sem si želel postati šofer, v tem smislu, ker sem imel strice doma, ki so traktorje imeli, mi pa nismo imeli, ampak to je otroška želja, ne, ker mogoče trepeniš po tistem, kar nimaš. V družini je edini, ki je izbral tak način življenja. Priznava pa, da je bil v srednji šoli zaljubljen. Praktično tako bi rekel, ne, bil sem pa zaljubljen, kot sem bil še seveda v srednji šoli, tam približno 18 let imel. Ena taka kratka veza je bila. Čeprav je precej mlajši od bratov v samostanu, tudi on z molitvijo premaga željo po spolnosti. Ja, danes mogoče tudi postane kdaj težava zaradi vsega tega poudarka, kar je danes tudi v medijih, noben film, nobena reklama brez spolnosti ni lahko. Ampak pravim, da mi imamo, ne bom rekel proti uteštemu, ampak molitev je tista, ki potem utrdi tvojo odločitev in molitev je tudi povezano z Bogom in če si z Bogom povezan in si njemu nekaj obljubil, potem ni težko izpolniti. Samozadovoljevanje je prepovedano. Po besedah Mateja ni naravno in niti normalno. Kako mislite prepovedano? To je greh. Je greh. Ja. In pač kako je greh, vsak to je osebna stvar, ne. Kakor poročanje ali tudi kjerkoli, ne. Če to dela, je to greh, je protinaravno, ni to normalno. Ženske nimajo vstopa v njihove osebne prostore. Klauzura, torej naše osebne prostore, tam ženske nimajo vstopa, razen kadar je kakšen dan odprtih vrat ali pa s posebnim dovoljenjem gvardijana. Pater Matej zjutraj rad prebere časopis, najraje pa ima športne strani. Jaz prelistam zdaj zadnji čas kar redno, vsak dan prelistam hitro časopis, prvo stran, potem stran za svet, pa šport, obvezno pa malo zadnji stran. Včasih gledam tudi, mogoče sem pa tja tudi kulturo, ampak moram reči, da nisem najbolj navdušen, tista kultura danes ne vem kam pelje. Glede na to, da je mlajši, seveda bolje obvlada delo z računalnikom. Danes je potrebno natipkati vabila za otroke in jih natisniti. To bomo zdaj eno stran sprintali. Je pa težko, bi rekel, ne vem, kako bi se znašel zdaj brez računalnika. To je, smo rekli, se ti pokvari za en dan, dokler popraviš, je že nekako problem. Medtem je v samostan prišel še zadnji brat, pater Vito, ki ima prav posebno vlogo. Torej, jaz sem Vito Muhič, pater Vito Muhič, redovnik, minorit. Dobro leto dni sem že zaposlen v Slovenski vojski. Delam torej kot duhovnik. Njegov mobilni telefon ni nikoli izklopljen, saj mora biti na voljo vojakom ter tudi njihovim družinam. Poteka delo na tej župniji kot na vsaki drugi. Kot duhovnik moraš biti na razpolago 24 ur
zato imamo tudi ukaz strani svojega vojaškega duhovnega predstojnika, vojaškega vikarja, da moramo imeti telefone vklopljene 24 ur, ker se tudi dogaja, da vojaki kličejo, ne glede na to, koliko je ura, posebej tisti iz tujine, iz raznih mirovnih misij v Afganistanu, v Bosni in na Kosovem, ker se želijo kaj pogovoriti ali kaj vprašati ali pa morda za kakšen nasvet ali karkoli in vejo, da na kaplana se vedno lahko obrnejo. Pater Vito neprestano spremlja vojake, pri čemer ni pomembno, ali je to na jutranji telovadbi ali v strelskem jarku. Duhovnik tukaj se lahko vključi res v to njihovo poslanstvo, ne samo kot duhovnik, ampak tudi kot vojak. Zato imamo tudi, se pravi, smo z njimi na usposabljanjih, na telovadbi. Tako kot župnik na župniji, za katerega je pomembno, da je nekako v nenehnem stiku z župljani, je še toliko bolj pomembno za nas, vojaške kaplane, da smo v nenehnem, se pravi, stiku. Vendar v Slovenski vojski v takšni vlogi ni sam. Svojega predstavnika imajo tudi evangeličani. Evangeličanska predstavnica in on se izredno dobro razumeta. Ja, v Slovenski vojski nas je v vojaškem vikariatu 10. Smo, se pravi, 6 nas je vojaških kaplanov, 4 so pastoralni asistenti, od tega sta 2, ki skrbita za pripadnike evangeličanske cerkve. Tudi sama uniforma se razlikuje od ostalih vojaških uniform. Vojaški uslužbenci imamo številke od 1 do 15. Je to neki rang glede na izobrazbo, ki jo imaš, ne? Neki rang častnika, recimo. Kaplani smo častniki v Slovenski vojski, ne? Ampak meni to nič ne pomeni. Jaz vsakemu povem, sem kaplan, ne? In vsak me pozna kot kaplana, recimo. Tudi če bi dal to oznako dol, pa to bi vedeli, da sem kaplan, recimo, ne? Pred spanjem je na vrsti le še večerna maša, ko so zbrani vsi patri. Takrat se preoblečejo. Redovna obleka, ki jo nosimo redovniki, se imenuje habit. Za sveto mašo pa si oblečemo najprej albo. Potem sledi štola in nato še mašni plašč. Mašni plašči so različne barve. Danes bomo uporabili rdeči plašč, zato ker goduje sveti Ignacij Antiohijski, ki je bil mučenec. Dan v samostanu se je končal, ura je 10 in patri odhajamo v počitku. Želimo tudi vam, da bi mirno počivali in naj bo vedno mir in dobro z vami. Lahko noč. Tako je minil še en dan v samostanu na Ptuju. Nič strašnega bi lahko rekli, čeprav živijo skromno, se razdajajo ljudem in Bogu, ki jim predstavlja smisel življenja, ter se odrekajo človeškim razvadam, pa so skorajda bolj normalni od vseh nas, ki prebivamo zunaj. Morda pa tudi nam kdaj pa kdaj ne bi škodil dan v samostanu. In kaj sploh je normalno dan danes?